Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o moči besed. V začetku je bila beseda, tako piše v Svetem pismu. Beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. To pomeni, da je v osnovi napisano v Svetem pismu, da osnova je naša beseda. Ker smo mi ustvarjeni po božanski podobi, pomeni, da v bistvu prav moč besede je tista, ki definira naš svet, ki ustvarja naš svet, ki ustvarja tisto, kar mi izrekamo. Zdaj pa pomislimo, kaj izrekamo. Če se vam dogaja neprestano, da uporabljate neka mašila, ampak poslušajte se. Recimo, ko nekdo opisuje neke dogodke in vi vedno rečete, groza, groza, kaj se mi je zgodilo. Veš, to je bilo pa res grozno. Verjemite mi, vaš svet bo postal grozen. Pač, ker to ustvarjate, ker to je vaša beseda. No, ko sem jaz leta nazaj opazvala moje besede in kaj izrekam, ker po moje je bila prav beseda groza. To je bilo pa res grozno. Sem enostavno prišla do tega, da ne želim več ustvarjati svojega groznega sveta. In veste, včasih, noro sem uporabljala, točno. Ta dan je bil pa res noro. Veš, kaj se je dogajalo? Noro, na cesti je bila sama norišnica. In dejansko sem prišla do zaključka, da moj svet je norišnica. In sem rekla, ne, to ni več dobro. In sem začela uporabljati drugo besedo in sicer, če sem imela, tako včasih sem rekla, nor dan, če sem imela tako natrpan dan, da se je res dogajalo, sem nekoč rekla noro in sem to nadomestila z drugo besedo in sicer veselo. Ker se mi zdi, da je boljše imeti v življenju veselico, kot pa norišnico. No, v glavnem. In tako, danes je bilo pa res veselo. Pač res se je dogajalo. Cela veselica je bila. Ali pa recimo, če uporabljate pač te mašila, kot je grozno, dajte nadomestiti recimo kot neko reči, veš, kaj sem slišala, veš, kakšno novico, to je bilo res grozno, kaj se dogaja, ne vem kje. Dajte uporabljati besedo zanimivo ali pa, tako zanimivo. Veš, kakšno zanimivo novico sem slišala. Tam se jim pa res dogajajo zanimive stvari. Ker poglejte, ker vaše besede ustvarjajo, je boljše, da ustvarjate zanimiv svet, kot pa groznega. No, v glavnem, moč besed. O moči besed sem pisala v knjigi Ko imajo duše žur in sicer sem pisala o moči besede jaz sem. Zdaj pa poglejte. V slovenščini sicer nimamo prav tako, da bi rekla jaz sem, recimo, če jaz rečem jaz sem Minka ali pa jaz sem Minka Marija, to pač mene definira, to sem jaz. Ampak druga stvari, pol opisujemo s temi jaz sem pisateljica, jaz sem, pač damo svoj poklic, kaj upravljamo in s tem se istovetimo. Recimo leta nazaj, ko sem še aktivno delala v Neolifeu, sem imela določeno titolo, se pravi, to titolo sem dosegla na podlagi velikosti skupine in vem, da sem se definirala s tem, jaz sem pa ta stopnja. In ko sem to stopnjo izgubila, ker pač skupina ni bila toliko velika več, se je porušil moj sistem, kdo jaz sem. In to je bilo leta 95, 96, v glavnem res dolgo nazaj, ko sem v bistvu prišla do zaključka, da se ne moram istovetiti z neko titolo, z nekim dosežkom. Recimo nekdo pride do jaz sem doktor znanosti. Ampak to pomeni, da ima pač nek naziv, neko titolo si je pridobil z vztrajnim delom, marljivostjo, ampak to ne pomeni nič, ne opiše nič kaj tako posebnega, ker ti si še vedno človek. Ker kaj se lahko zgodi takim ljudem? Grejo v penzijo in enostavno izgubijo ta položaj, ker potem pa na koncu pride samo še upokojenec. In ko si samo še upokojenec, se pravi, si na isti ravni kot nekdo, ki pometa v cesto. Je upokojenec. Se pravi, slej ko prej prideš do tega, da se ti ta tvoj sistem, kdo jaz sem, lahko poruši, če ga gradiš na napačnih temeljih. No, zato je tako pomembno, da vemo, kdo smo. Jaz sem duša na potovanju. Jaz sem zdravilka, to gre skozi mene. No in zdaj pa idemo naprej.
Lejte, iz knjige Jaz sem, ki sem, v imenu mogočne navzočnosti, jaz sem, ki sem, v imenu Boga v mojem srcu, zapovedujem, da se ta trenutek sčistijo vse kode povezane s pomanjkanjem in ločenostjo. Odrejam, da se z bliskom svetega vijoličnega plemena skozi vse ravni moje duše, uma in telesa zgodi preporod, ki sproži celostno preobrazbo, da postanem veličastna jaz sem, ki sem. Ne, to ni iz knjige Jaz sem, to je iz knjige Ko imajo duše žur. Se pravi, zapovedujem, da se sproži celostna preobrazba, da postanem veličastna jaz sem, ki sem. In prav ta veličastna duša, ki je v našem telesu, se ne istoveti z nazivi, ki smo jih pridobili v tem življenju. Pač duša je nekaj veliko več kot neki nazivi v tem življenju. In to, kar jaz sem, zdaj pa pogledajte, moč besede jaz sem, to je Mojzesova koda. Mojzes je v imenu mogočne navzočnosti, jaz sem, ki sem, dal odredbe, da se je morje razdelilo na dva dela in tako naprej. In tudi Jezus je uporabljal moč besede jaz sem. Več o tem, to vedenje je v ta svet prinesel Saint Germain, to je v bistvu energija svetega Jožefa. No in zdaj, če pogledamo, Jezus je dal zapovedi. Jaz sem luč sveta. Ali pa zapovedi je rekel. Jaz sem vrata za ovce, jaz sem dobri pastir. Jaz sem pot, resnica in življenje. Jaz sem kruh življenja. Jaz sem reka žive vode. Jaz sem z vami vse dni. Jaz sem. No, zdaj pa vi pomislite, kdo vi ste? Jaz sem zdravje. Jaz sem moč. Jaz sem energija. Vse, kar vi izražate, jaz sem magnet za lepe odnose. Jaz sem magnet za nove ideje. Jaz sem energija sočutja. Glejte, kdo ti si. To je zelo pomembno. In ko si začnete ponavljati, jaz sem, to, kar vi rečete, to je zapoved in to postanete. Kako mi sebe opisujemo? Ne rečemo, jaz sem debela, ampak rečemo, jaz sem pretežka. Pač pretežka sem. Ja, pač bolj močna sem. Tako opisujemo sebe, pa bolna sem, utrujena sem. Se pravi, to, kar si ponavljamo, kaj jaz sem. Zdaj pa dajmo to stran, vse te slabe trditve in poskusimo najti nove trditve. Jaz sem sreča. Jaz sem vitalnost. To so kode. In prav te kode, ki jih lahko ponavljamo, so povezane s kodami stvarstva. Kode stvarstva boste najdeli na strani 249 v knjigi Ko imajo duše žur, in ko si ponavljate, jaz sem ravnotežje, jaz sem vedrina, jaz sem intuicija, jaz sem božansko delovanje, jaz sem pretok novih idej, jaz sem zmagovalna energija, jaz sem ljubeče odpuščanje. Pač gre se za to, da si večkrat povemo, kdo jaz sem. In zdaj, če se želite pomladiti, si začnite ponavljati. Jaz sem, ki sem mladost. Jaz sem, ki sem svetloba. Jaz sem, ki sem energija. In zdaj še ena stvar. Dih je pa energija stvarjenja. In ko te besede jaz sem izgovarjamo skupaj z vdihom in izdihom, dejansko postane naš dih. Dih je energija življenja. Zdaj poslušajte, kako to delate. Ko vdihnete in ko izdihnete, ponavljate besede. Jaz sem jasnost, jaz sem sreča, jaz sem mladost, jaz sem jasnost, jaz sem sreča, jaz sem mladost.
čaj, jaz sem jasnost, jaz sem mladost, jaz sem mladost. Z vdihom in izdihom. In poskusite to delati par minut na dan in boste videli, kaj se bo zgodilo. Ne samo to, ker boste z vdihom in izdihom trenirali izgovorjavo, kdo vi ste. S tem, ko boste trenirali vaš dih, se bo poglobil vaš dih in ko boste vdihali s prepono, kjer je v bistvu ta sedež naše duše, ne s tem zgornjim delom, v bistvu bo cela vaša bit vibrirala v tej energiji, kdo ti si. Poskusite to narediti, boste videli, kako se bo vaša energija spremenila. In sploh zjutraj, ko delate jutranji ritual, recimo moj jutranji ritual, tibetanske vaje, poskusite vnesti to v jutranji ritual, da poudarjate, kdo vi ste. Boste videli, kako se bo vaše življenje začelo spreminjati, ker vi ste to, v kar verjamete. In kdo ste? Vi določate. Ne določajo korenine vašega družinskega debla, ne določa niti vaša izobrazba, ne določa niti vaš priimek, niti vaše ime, niti vaše poreklo. Nič ne določa, kdo vi ste. Vi ste to, v kar verjamete. In vi lahko v vsakem trenutku spremenite vsako stvar, ki ta trenutek niste zadovoljni. Tudi na zdravstvenem področju. Če si vi neprestano ponavljate, kakšne težave imate z zdravjem, to vi ste, bolezen. Če si pa po drugi strani ponavljate, da ste zdravje, verjemite mi, to vi postajate vedno bolj zdravi. Zato uporabljajte moč besede in boste videli, v začetku je bila beseda. In ta beseda je vaša. In ker ste ustvarjeni po božanski podobi, vi ustvarjate skozi besedo vaš nov svet. Tako da uživajte v ustvarjanju vašega novega sveta, ker ja, vi ste tukaj božanska bitja na zemlji. Uživajte v vašem potovanju.